Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem 15. delu nadaljevanja radijskega romana Kruh močnih. 24. poglavje ima podnaslov, vzet iz knjige pregovorov, Prijatelj ljubi v vsakršnih časih in brat se izkaže v stiski. Je bila njegova roka nad teboj, ko te je oče skušal prisiliti v poroko s tistim nasilnežem, ali ko se ti je odrekel in te spodil iz hiše? Ne želim biti nespoštljiva, Rebeka, a če to pomeni, da je bila njegova roka nad teboj, bi bila raje pod njegovim stopalom. Lidijo je presenetilo, ker se je Rebeka zasmejala. Ne drži nas vedno stran od nevarnosti, ampak nas tudi ohranja v nevarnosti. Okusila sem nadloge, a moje srce je bilo varno v njegovi dobroti. Lidija je počasi prikimala. Mislim, da vem, o čem govoriš. Moj oče je bil ravno tak. Ni me mogel vedno zavarovati pred hudim, a tudi ko je družino udarila katastrofa, sem vedela, da sem varna, dokler imam njegovo dobroto. Ti je oče kdaj rekel, da te ima rad? Pogosto. Meni nikoli. Mislim, da bi si izpahnil čeljust, če bi poskusil to izreči. Brez besed sta se Rebeka in Lidija strinjali, da Rebeka še eno noč prespi v Atrejevi hiši in nato še eno. Ostani ves teden. Ne morem se dogovarjati za pot, dokler se karavana ne vrne, je povedala Lidija. Med skupnim preživljanjem časa je tudi Lidija gostji razkrila svojo zgodbo. Ničesar ji ni zamolčala. Niti sramu, ki ga je občutila zaradi neuslišane ljubezni do Jazona. Bog naju je obvaroval pred velikimi zlobneži, je rekla Rebeka. Ne počutim se preveč obvarovano, je odvrnila Lidija, čeprav ji je silno odleglo, ko je Rebeka preprosto sprejela njeno zgodbo, ne da bi jo obsojala. Obe sva izgubili dom in družino. Obe sva ostali brez vsega, kar nama je znano, je spoznala Rebeka. Tiste, ki so zdaj nesrečni, morda čakajo boljši časi. Spet Virgil. Ne bi raje navajala pesnikov in filozofov svojega ljudstva? Rebeka se je nasmehnila. Ne boj se, saj ne boš osramočena. Ne daj se zmesti, saj ne boš zaničevana. Pozabila boš sramoto svojega deklištva. Prerok Izaija. Lidija je morala priznati, da so bile prerokove besede veliko pomenljivejše od Virgilove proze. Vsebovale so obljubo, ki se je zasadila v njeno srce kot ostra puščica, kajti od zadnjega srečanja z Jazonom sta bila sramota in občutek zaničevanja njena stalna spremljevalca. Ali bo res prišel dan, ko se bo osvobodila njunih ostrih vezi? Ali ta obljuba ne velja le za tvoje ljudstvo? Je vprašala. Rebeka je z nepremičnim izrazom na obrazu odvrnila. Mislim, je rekla po dolgem molku, da ta obljuba velja za vse, ki iščejo Gospoda. Konec tedna se je Lidija vrnila na tržnico, da bi našla človeka, ki je vodil karavane. Tokrat ni šla sama. Rebeka ji je sledila kot zvesta služabnica, ki je z njo že od otroštva. Njena navzočnost je vlivala tolažbo v trenutkih, ko se je njen svet majal. Ob misli nanjo pa jo je hkrati stiskalo pri srcu.
Vsak dan je bila bolj navezana nanjo. Zdelo se ji je, da ji je fortuna v življenje poslala iskreno prijateljico ravno v času, ko je izgubila vse, na kar je bila navezana. Preden je v njeno življenje prišla Rebeka, se je utapljala v morju globoke osame, ki jo je še poslabšala skrajna osamljenost. Oče jo je prosil, naj začne znova, naj si omisli novo življenje. Kako naj bi osamljena ženska dosegla kaj takega? Še pred prihodom v Filipe jo lahko doleti na tisoče različnih nesreč. Ob misli na to jo je kot besneč ogenj zajel strah. Rebeka ji ni mogla nuditi ničesar posvetnega. Ni imela bogastva, ni imela koristnih poznanstev, niti lastne trdnosti. Imela pa je zaklad, ki je bil veliko večji od vsega tega. Imela je zvestobo in prijateljstvo. S seboj je prinesla globok vodnjak modrosti, s katero bi lahko nemirno dušo zasidrala v nekaj globljega in varnejšega. Nekaj, čemur je govorila Gospod, vendar je bila po Lidijinem mnenju to le Rebeka sama. Ob spoznanju, da je z vsakim korakom bliže trgu, bliže tudi dejstvu, da bo izgubila Rebeko, se je njen korak upočasnil. In ne le to. Z odhodom bo obsodila Rebeko na nepredstavljivo bedno življenje. Kaj bo z njo, ko bo odšla? Znova bo pristala na ulicah Tiatire. Kako dolgo bo zdržala? Obe sta se molče borili s skrbmi, za katere ni bilo zdravila. Ko sta našli vodjo karavan, ga je Lidija vprašala, kdaj odpotuje naslednja skupina ljudi. Čez teden dni, je odvrnil mož s polnimi usti datljev, ki so mu napenjali lica. Peljal vas bom do Troade, tam pa si morate poiskati ladjo do Neapola. Lahko vam povem imena nekaj dobrih kapitanov z zanesljivimi ladjami. Koliko me bo stala pot? Celo bogastvo, je pomislila, ko je zaslišala vsoto. V mislih je seštevala. Cena za karavano do Troade plus potovanje na ladji. Potem je številko podvojila. Strošek za 2 potnici, ne za eno. Skrbno je preštela vse kovance in dragocenosti, ki jih je imela. Do zadnjega kovanca je vedela, koliko ima. Če bi prodala vse, razen dragocenega orodja za barvanje, bi lahko plačala pot za 2. A potem bi v Filipe prispela brez vsega in ne bi mogla odpreti delavnice. Kupila bom 2 mesti v vaši karavani, je rekla. Ko je Rebeka izvedela, kaj je Lidija storila, je široko razprla oči, ne od silnega zadovoljstva, ampak od groze. Ne, gospa, ne morete sprejeti takšne žrtve. Ne morete zaradi mene ogroziti svoje prihodnosti. Lahko, če tako želim, je odvrnila Lidija in trmasto stisnila zobe. Resnici na ljubo je bila mirnejša, ko je sprejela to odločitev. Takšnega miru ni okušala že več tednov. Večino življenja je skrbela za očeta. Zdaj, ko ga ni več, se je počutila vsa iz sebe in negotova. Rebeka ji ni ponudila le prijateljstva, ampak tudi cilj. Imela je nekoga, za kogar je lahko skrbela in ga varovala. Gospa Lidija, kako bom živela sama s seboj, če si boste zaradi mene uničili prihodnost? Podcenjuješ se. Tvojo pomoč potrebujem.
Delavnice ne morem voditi sama. Naučila te bom svoje obrti, moja vajenka boš. Tako bistra si, da mi lahko pomagaš na 1001 način. Bistrosti ne bova mogli jesti, je Rebeka odvrnila trpko. Verjemite mi, jaz že vem. Lidiji se je obraz razlezel v nasmešek, kar je bila redkost. Z menoj se to da. Ko je Atrej tistega večera izvedel za njeno odločitev, jo je označil za nepremišljeno in noro. Kako boš s tistim bornim drobižem, ki ti bo ostal, plačala stroške za novo delavnico? Vi ste mi pomagali, ker je moj oče pomagal vam, je odvrnila Lidija. Zdaj pa je moja naloga, da prav tako pomagam. Reči bi morala, da si vdova, ji je svetoval Atrej, ko je bil dan njunega odhoda že zelo blizu. Že senca mrtvega moža ti bo dala nekaj zaščite in večjo svobodo ob prihodu v Filipe. Neporočeni mladenki se ne bo odprlo veliko vrat. Kdo je že slišal, da bi imela mladenka podjetje? Ne bo šlo. Tudi če ti kot varuh napišem predstavitveno pismo. Nihče ne bo zaupal tvojim izdelkom. Nekaj ugleda bi ti lahko dal vsaj namišljeni mrtvi mož. Lidija je opazila izraz na Rebekinem obrazu. Njen Bog ne dovoli laži, je povedala Atreju. To sploh ni laž, je ugovarjal Atrej. Nikomur ne boš škodovala, le vidve se bosta s tem zaščitili. Rebeka se je gladila po rokah. Kaj pa, če bodo Filipljani izvedeli, da se je Lidija zlagala? Če lahko laže o tem, da je bila poročena, lahko laže tudi o kakovosti svojega škrlata ali o vrednosti svojih izdelkov. Majhne laži lahko povzročijo ravno toliko škode kot velike. Lidija je vedela, da imata oba prav. Neporočeni ženski bi bilo skoraj nemogoče odpreti delavnico. Nikomur ne bo mar za mojo poštenost. Sploh se ne bodo menili za moje izdelke. Gospod ti bo utrl pot. Odpiral ti bo vrata, česar ne bi zmogla z lastno močjo ali spretnostjo. Lidija je na dolgo izdihnila. Ravno tako, kot je tebi upiral pot, ko sva se spoznali in si bila prestradana brezdomka? Rebeka se je zarežala. Natanko tako, kajti poslal mi je tebe. Poglej me zdaj, namenjena sem v Filipe, novemu življenju naproti. Družina me je razlastila, a vendar sem dobila prijateljico, ki mi je bližje kot sestra. Lidija si je govorila, da ni popustila Rebekinemu prigovarjanju zato, ker bi zaupala njenemu Bogu. Tudi njo so izdali bogovi in izdala sta jo Diona in Jazon. Ni bilo še jasno, ali je Rebekin gospod nad bogovi Panteona. Ni imela veliko zaupanja, ki bi ga lahko izročila judovskemu bogu. Na koncu se je odločila, da ne bo uporabila laži, ker ni želela vznemirjati svoje prijateljice. Njuni življenji sta bili zdaj nepreklicno združeni. Če bi lagala, bi tudi Rebeko prisilila v laž. Da bi jo torej zavarovala, je Lidija povedala resnico, kljub bojazni, da jo bo to oropalo upanja na uspeh.
In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo prišli do konca tega dela nadaljevanja. Hvala za pozornost in bodite z nami spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Radijski roman.